Takole, dobro večer sem skupaj. Jaz bi prosil režijo najprej za malo glasbe. Kot napoved gospoda Redeka. To, kar ste zdaj poslušali, je najbolj znani turški vojaški marš, ki je nastal v čast vstopa v Konstantinopel. Predstavljajte si ob taki glasbi, kako so Turki udrli tudi v naše kraje. Ja, kakšen razborljiv začetek. Dober večer, vsem lep pozdrav. Če se navežem še na ta turški čas, imamo tudi na Gorenjskem neke oprijemljive materialne zapuščine, kar nekaj, no, ampak mogoče bi ta prvi omenil Turško jamo. To mogoče poznate nad Mostom gor, na hribu Gozdašnica. Ta jama je bila zgrajena praktično pri prvem turškem upadu na Gorenjsko 1475. leta. Jo je možno obiskati, če jo kdo ni pogledal, je zanimivo, je od ceste nekega ovinka, tam ga greš proti Valvazorju, zaviješ, je 10 minut do te jame, ki se vidijo še obzidja in take ostanki, no, tako zanimivo, ne. Ampak leto 1475 velja pravzaprav za takrat po virih so Turki bili na Gorenjskem vsaj en mesec. In to je bil pa čas tudi Mehmeda II. V resnici. In naslednjo leto, ko so pa prišli Turki ponovno na Gorenjsko, so takrat že najdel prehod do Koroške in so prišli na Tržič pa čez Orata in so potem 2 meseca plenili po Koroški. In
v povezavi s Turki in s tem maršem, ne, oni so bili večinoma na konjeniki, ne, takrat tudi sicer je prišla Dija prišla, ampak v začetnem naskoku pa vedno s konji. Imamo pa tukaj original podkov turškega konja iz tistega časa. To se pa prepozna po temu, ker je podkov narejena v celotni obliki, pri straneh je pribita na kopito, v sredini podkve je pa odprtina za zračenje kopita. Najdena je bila na Bledu, ampak ne vem čisto točen kje, ker tisti, ki mi jo je prinesel, je rekel, da ne bo povedal. Ampak sem mu hvaležen, je bi rekel, en tak resnično verodostojen dokaz, da so Turki na tem koncu in tudi na Bledu bili. Bolj natančnih podatkov mogoče nimamo ta moment. Tako za en tak materialen uvod. Hvala lepa, Miloš, izvoli. Hvala lepa. Vsekakor zanimiv ostanek, turški. Poglejte, preden da se našim sultanom ponovno vrnemo, nekateri ste že dobili program potovanja po starih turških prestolnicah. Če ga kdo želi, jih še imam nekaj tule, sicer vam bo pa gospod Vernik poslal po mailu zraven pa eno moje krajše predavanje, polurno predstavitev tega potovanja. Se vnaprej opravičujem zaradi kvalitete, slaba je, posneto v moji spalnici, nimam televizije Bled, da bi me snemala, tako da se vnaprej opravičujem, ampak nekaj podatkov o tej poti zelo lepi boste pa tudi dobili na ta način. Poglejte, mi smo pred prazniki končali z smrtjo sultana Mehmeda II. Smrt tako velikega vladarja je vedno seveda povzročila en val čustev. Eni so ga hvalili, drugi so ga seveda sovražili in so bili veseli, da ga ni več. Ampak prav vsi prijatelji, sovražniki in tisti, ki so nekje vmes, so seveda razmišljali zdaj predvsem nekaj drugega. Kaj bo zdaj? Kdo bo novi sultan in predvsem kakšen bo ta novi sultan? Poglejte, država, ki jo vidimo, je ogromna. Tukaj lahko gledamo mejo v Aziji, tukaj pa Bosna. Poglejte, do Tota, nekje do današnjega Siska, in če si predstavljamo, da so od tu Turki prišli lepo gor do Bleda, pa še naprej na Koroško, se niso imeli daleč. Lepo so Savi sledili, pa so bili tule. Pika. Torej, veliki sultan, osvajalec, Fatih sultan, kot mu pravijo Turki, je umrl. In kot že tolikokrat doslej nasledstvo ni bilo popolnoma jasno. Torej, v končni fazi je na prestol prišel vladar, za katerega je danes zgodovinopisje malo v zadregi. V zadregi zakaj? Poglejte, sultan Bajazid II, pravični, ta izraz so mu dali, to je vsekakor lep izraz, ki pa na nek način ni izraz, ki bi pritikal nekemu osvajalcu, nekemu močnemu vladarju, je v očeh zgodovinopisja ena taka senca. Senca, ki pokriva čas med dvema velikima osvajalcema, njegovem očetu, Mehmedu II. In potem seveda sinu Selimu I., ki je imel vzdelek Selim odločni ali pa mrki ali pa še kaj drugega. Vsekakor taki strah vzbujajoči vzdevki. Ta gospod je bil pa pravični. Poglejte,
če mi se ozremo na čas, v katerem je vladal, torej 30 let, to ni kratka doba, je seveda zgodba precej bolj zanimiva, če jo gledamo v nekem širšem kontekstu. V tem smislu je seveda Bajazid II. Tudi eden od teh velikih sultanov. Namreč njegova dolga oblast, dolga vlada je imela posledice, ki si jih pravzaprav človek težko predstavlja. Posledice, ki jih čutimo vsi tukaj, pa seveda z nami vred ves svet. In jaz ga priznam po tem, kar sem prebral, z veseljem tudi dam v to vrsto velikih sultanov. Mehmeda, Bajazita, Selima in Sulejmana. Čisto na drugačen način kot njegov oče in njegov sin je tudi Bajazid II. Seveda ogromno storil za razvoj cesarstva in, kar je seveda morda še bolj pomembno, njegova vlada je bila globalno ena najpomembnejših v zgodovini. Si upam to trditi. Bom pa seveda to skušal zdaj tudi utemeljiti. Poglejte, Bajazidova vlada je seveda se začela po enem daljšem obdobju, v katerem je bil sultan pravzaprav še v uku, bodoči sultan. Treba je povedati, da je tukaj njegov oče, Mehmed, bil zelo pomemben faktor. Bajazid sicer očeta ni ravno najbolj ljubil, dejstvo pa je, da ga je spoštoval. Mehmed je svojemu nasledniku pravzaprav namenil najboljše, kar je bilo možno, v smislu vzgoje. In tako je seveda Bajazid, potem ko je dopolnil nekje leta primerna za to, da je odšel od doma, bil poslan v kraj, ki ga mi že poznamo, Amasijo, v Pogorju, Pontus, gor proti obalam Črnega morja. Zakaj je to tako pomembno? Glejte, preprosto zaradi tega, ker v tem kraju je svoje izobraževanje opravil tudi Mehmed. Torej Mehmed, ki je ta kraj dobro poznal, ki je bil seveda pomemben kraj, je seveda rekel, to bo najboljši za mojega sina in verjetnega naslednika. In tako se je tudi zgodilo. Torej, tukaj se je seveda potem Bajazid tudi poročil, prvič, potem se je še večkrat in seveda to, kar je sledilo, je bil neverjetno velik, pravzaprav uspeh, kar se tiče razploda. Torej Bajazid je imel ogromno otrok. Natančno, koliko se niti ne ve, v vsakem primeru, bom tako rekel, če govorimo o fantih, preveč, da bi bilo dobro. Deklet je imel čez 30, je imel hčera, s tistimi ni bil problem, tiste so se slej ko prej poročile in potem fajn živele naprej. Tule morda ena taka opaska. Ni bilo lepšega položaja v turški državi, kot pa biti sultanova hčerka. Absolutno ne. Namreč zakaj? Vedno se je poročila z nekom, ki je bil po rangu nižje od nje. Ni mogel biti enak ali pa višji, torej če bi bil enak, bi bil njen brat, kar je bilo pa seveda nepredstavljivo, višje je bil pa samo njen oče, sultan. Torej, vsakim moškim, ki se je pač poročila sultanova hči, mu je bila nadrejena. Ne vem, koliko ste to opazili v teh nadaljevankah, ki smo jih bili priča, ampak biti sultanova hčerka je bilo res luštno. In seveda Bajazid je poskrbel za res cel razred teh svojih hčera. Sinov pa, kot sem rekel, tudi ni bilo malo.
preveč, vsekakor. Torej, tukaj imamo eno barvno ilustracijo, ki nam prikazuje Bajazitovo izobraževanje. Lahko vidite, da je sem sodil lov. Lov je bil itak najbolj priljubljena zabava, tako turške kot še kakšne druge aristokracije. Pri tem seveda moramo vedeti, danes si mi to malo drugače predstavljamo, pač greš v gost s puško na rami, pa ustreliš kaj ali pa ne. Takrat je bila seveda zadeva zelo, zelo drugačna. Lovilo se je na konjskem hrbtu in kot sami vidite z lokom in puščico. Pomeni, da je moral biti tisti, ki je lovil, hudo spreten človek. Namreč jahanje samo po sebi je seveda kar zahteven šport, če pa ti seveda moraš streljati z lokom in tako, by the way, hočeš tudi kaj zadeti, potem je seveda to vsekakor zelo pomembno. In Bajazid se je tu navadil določenih veščin, bomo rekli čisto telovadnih, in na drugi strani seveda tudi natančnosti in še česa drugega. Torej, z vsakega vidika, če to gledamo, ta lov je bil pomemben del izobraževanja. Bom rekel, tako se je naučil tudi streljati, sicer se v njegovem času ravno razmahne streljno orožje, tako v obliki artilerije, kot tudi tega, bomo rekli, osebnega orožja, ampak vendarle, streljanje z lokom je bilo še vedno nekaj, kar je sodilo k izobrazbi mladega princa. Torej, ko je leta 1481 umrl sultan Mehmed, je sicer Bajazid zasedel prestol, ampak ne brez težav. Tu se zdaj pojavi njegov mlajši brat, eden od mlajših bratov, nekaj jih je umrlo naravne smrti prej in na koncu sta bila samo dva. Džem, ki ga tukaj vidite, in pa potem seveda Bajazid. Bajazid je bil tisti, ki je imel več moči v svojih rokah, čeprav to ni bilo nujno, da bi ves čas držalo. Namreč, poglejte, kadar je sultan umrl, so njegovo smrt prikrivali in tu je treba povedati, seveda, da to pa zato, da so potencialni nasledniki bili, pravi čas obveščeni. Zdaj si lahko mislite, da ko je umrl Mehmed II., da je bilo seveda okrog njega kot v čebelnjaku in da so različni seveda vizirji in ostali dostojanstveniki razpravljali, kateremu od obeh princev sporočiti. Torej, uradno, tedanji veliki vizir je rekel, dajmo mi Džema podpreti. Džem je bil tak prijazen, precej, bomo rekli, bon vivant, in so rekli, s tem bomo lažje vladali. No, dejstvo je bilo seveda, da je imel Bajazid v očetovem taboru, rečemo vohuna, ki je takoj, ko je zvedel, da je sultan umrl, odšel na pot in Bajazid je bil dejansko prej obveščen kot pa njegov brat. Prišel je v Carigrad, v Konstantinopel in seveda prevzel oblast. Džem je imel zdaj seveda samo dve možnosti, ali se upre, ali pa se seveda vda v usodo, kar je pomenilo, da ga bodo pospravili tako ali pa drugače. Glejte, Džem se torej upre. Bajazid tukaj pokaže seveda vso odločnost, ki jo je podedoval od svojega očeta, da odstraniti glavnega vezirja, pa še nekaj drugih in se začne seveda vojskovati z bratom. Zdaj, to vojskovanje je potekalo predvsem na vzhodu, torej na vzhodu današnje Turčije, kjer imamo to mesto Karaman, in vojskovanje je šlo Bajazidu mnogo bolj od rok kot pa Džemu. Džem je zbežal, in to v današnji Egipt, ki so mu takrat vladali Mameluki. In ti so ga podprli, zakaj? Popolnoma jasno, zmeda v Osmanskem cesarstvu jim je koristila. Dobro,
In zdaj se seveda Džem vrne z svojimi podporniki, organizira novo vojsko in posledično se spet spopade z bratom. Rezultat je bil isti kot prvič. Džem je bil poražen. Poražen do te mere, da je moral bežati. Seveda nazaj v Egipt ni mogel, ker je vedel, da bi ga zavrnili, in kaj se zdaj seveda zgodi, torej nekaj nepredstavljivega. Džem gre na Rodos, kjer so živeli vitezi svetega Janeza, mi danes pravimo malteški vitezi, ampak takrat seveda so bili še daleč od Malte, in prosi za azil. Malteški vitezi so bili seveda najprej presenečeni, potem pa presrečni, in so seveda nastanili tega uglednega gosta tako zelo pokraljevo. Hkrati so pa poslali pismo v Istanbul, sultanu Bajazitu, in prosili za nek denar, kajti vzdrževanje tako pomembnega gosta je seveda draga stvar. In tu je bil zdaj Bajazid seveda dovolj moder, da je vedel, kaj to pomeni. Vedel je, da je seveda njegov brat, hočeš nočeš, pač očitno Džem ni razmišljal, postal orodje v rokah zahodnih krščanskih sil, ki ga lahko uporabijo kot orožje proti sultanu Bajazitu. In Bajazid ne bi bil dober diplomat, če tega ne bi storil, je seveda predlagal malteškim vitezom, da jim bo vsako leto poslal toliko in toliko denarja, oni naj lepo gostijo Džema, konec je bil sin prejšnjega sultana, po drugi strani pa ne ga ne spustijo z otoka. Malteški vitezi so bili seveda takoj za to. Sultan je plačeval po tam, mislim, da 30,000 zlatnikov na leto. To je bila gromozanska vsota, ampak ne za sultana. Sultan je imel dohodkov čez 5 milijonov, torej to ni bila ravno velika zadeva. Za malteške viteze pa. Ampak seveda s tem se zgodba ni zaključila. Evropa zdaj zve za to. In seveda malteški vitezi postane zdaj premajhni v tej igri in seveda storijo kaj? Princa Džema pošlje v Evropo. Najprej v Francijo, potem pa ga na nek način prevzame papež Inocenc VIII. In seveda zahteva zdaj od Bajazita še večjo vsoto, kajti če se tega ne bo zgodilo, če se to ne bo zgodilo, bo postavil seveda Džema na čelo neke križarske vojske, ki bo šla nad Istanbul. Zanimivo je, da Džem seveda v tem času ni niti slučajno razmišljal o čem takem. Na nek način se je sramoval, da je zdaj na nek način ujetnik kristjanov in seveda v ničemer ni mislil, seveda kaj slabega svoji državi. In to je tisto, kar je seveda zelo zanimivo. Namreč mi vemo, da je Džem vendarle kot prebivalec zdaj Rima redno molil, seveda v skladu z muslimanskim obredjem, in da je bilo zelo zanimivo, kako se je v Vatikanu, kjer je bival, obračal proti Meki, da so ga vsi gledali. Kaj takega si danes težko predstavljamo, takrat so si še manj, ampak Džem je bil ena kurioziteta. Torej, ko se seveda Inocenčevo življenje konča, pride na prestol novi papež. Veliko bolj pomemben, kot je bil Inocenc, to je bil Aleksander VI iz družine Borgia. In princ Džem, tukaj ga vidite, postane zdaj dvorjan na seveda dvoru papeža Aleksandra.
Tukaj imate eno prekrasno fresko, ki jo danes lahko vidite v Vatikanu, v tako imenovanih borgijskih apartmajih. In na tej freski imamo sicer prizor svete Katarine Aleksandrijske pred cesarjem. Ampak ni pomembna vsebina, pomembno je, kdo je tu gor. Torej, Džem, tukaj imamo Lucrezio Borgio, tukaj pa njenega brata, Cesare Borgia je to. Vse skupaj je bilo zelo lepo, Džem se je prav fajn imel, bil je prijatelj z Cesarem, tudi papež ga je imel zelo rad, še posebej, ker je sultan mastno plačeval. Zato vmes je seveda že, bomo rekli, oskrba princa stala že okrog 100.000 dukatov zlatnikov na leto. Ampak tudi to seveda še ni bilo konec. Torej, v Italijo zdaj vdrejo Francozi. Francoski kralj Karl VIII zasede Rim in kaj se zgodi zdaj? Džema vzame s sabo v Neapelj. Tu pa je bil en alarm, torej alarm, ki je seveda zelo, zelo zaskrbel sultana Bajazita. Namreč francoski kralj, ki ni bil najbolj zdrav v glavi, je predvidel križarsko vojno. In zdaj se je Bajazid dejansko ustavil, odločil, da bo stvari naredil konec. In kot vemo zdaj, je ponudil papežu 300.000 zlatnikov, pomeni 1/10 državnega proračuna, 10% proračuna, če bi se seveda Džemu na poti v Neapelj kaj zgodilo. In zgodilo se je. Princ je zbolel in umrl. Torej, s tem je bila zgodba končana. Moramo reči, Džem je ena taka tragična figura, je pa zanimiva, ker se ohrani njegova podoba ravno v Vatikanu. Torej, najbolj pravzaprav nenavadnem možnem kraju za kaj takega. Torej, gledajte, Džem je dobil svoj časten grob v tem mavzoleju sultanovih bratov, namreč Bajazid II. Je zgradil eno zelo lepo mošejo v Carigradu, zraven je postavil svoj grob in pa grob za vse svoje brate, ki so umrli pred njim, in tukaj je seveda zdaj dobil svoje mesto tudi Džem. Tukaj lahko vidite napis, sicer pa zelo lep mavzolej v tem mešanem stilu, ki postopoma postaja vedno bolj razkošen. Torej, ta zgodba je bila seveda zdaj za sultana zaključena. Vlekla se je zelo dolgo. Torej, začne se leta 1481 in se konča leta 1498. Torej, 17 let je trajalo to, kar sem vam zdaj povedal. Torej, Bajazid je lahko bil zdaj zadovoljen. Morate si pa seveda nekaj zdaj predstavljati. Teh 17 let seveda Bajazid se ni ukvarjal samo s tem. Bil je vse preveč zaposlen še z drugimi stvarmi, da bi samo na brata mislil. Glejte, v tem obdobju je med Bajazidovimi sosedi največjo vlogo, največjo moč, če smem tako reči, imel Matija Korvin. Torej, madžarski kralj, kralj Matjaž, kakor hočete. In Bajazid je seveda se zavedal, da sta z Matijo Korvinom pravzaprav na nek način naravna sovražnika. Na srečo imamo tudi tukaj, bomo rekli, naravo, ki malo vendarle poskrbi za neko razmejitev. Tako sta se Bajazid in pa Korvin odločila, da bosta pravzaprav potegnila neko mejo, ki ni bila seveda meja za vse večne čase, ki bo potekala po Karpatih in pa reki Donavi. In kar je severno, je pripadalo Korvinu, kar je južno, je pripadalo Bajazidu. Torej, bi rekli Bolgarija, Srbija, z izjemo Beograda, ki je bil madžarski, ogrski,
pa potem recimo Vlaška, pa Moldavija, to je bilo pod nadzorom sultana. Transilvanija in pa seveda območje recimo današnje Hrvaške, to pa je bilo seveda pod nadzorom Matije Korvina. Zdaj, lahko bi rekli, da je bil tak sporazum hvalevreden, če ne bi bil seveda sklenjen na račun nekoga tretjega. In ta nekdo tretji so bili ravno Habsburžani in posledično tudi naši kraji. Matija Korvin se zdaj spopadel z Habsburžani, zasedel Gradiščansko, celo Dunaj, in posledično seveda vemo, oziroma ne da bi vedeli, ampak domnevajo, da so Madžari v tem času večkrat vdrli tudi v naše kraje, tako kot Turkija, prej pod Mehmedom II. In seveda odtod tudi ta zgodba o kralju Matjažu pod Peco. In lahko rečemo, da imamo tukaj spet en tak precej sramoten dogovor med krščansko silo in pa muslimansko silo na račun neke druge krščanske sile. Se to ni bilo prvič. Če bi mi recimo govorili o zgodovini bizantinskega cesarstva, bi vedeli, da so se recimo kalifi iz Bagdada domenili z Karolingi, s Karlom Velikim, da so skupaj napadli bizantinsko cesarstvo. Torej, stvar ima dolgo brado in čeprav je Matija Korvin tule brez nje, verjemite, da je seveda zelo dobro vedel, kaj počne in je seveda predvsem razmišljal, lahko rečemo, sila kratkovidno, ampak v svojo lastno korist, ne pa v korist Madžarske. Namreč na kratki rok je morda Madžarski to koristilo, ker je imela mir, ampak ta mir ni bil uporabljen za to, da bi utrdili meje, medtem ko je sultan seveda na drugi strani zelo dobro izkoristil ta čas. Poglejte, ključen dogodek pravzaprav Bajazitove vlade se zgodi ne v njegovi državi, niti ne blizu njegove države, pač pa na drugem koncu Evrope. Kot gotovo veste, leta 1492 pade Granada. Torej, zadnje muslimansko oporišče na teritoriju Iberskega polotoka. Leta 711 so Arabci prišli na Iberski polotok, kot takrat naprej jim pravimo Mauri. In tu so ostali do leta 1492. Tukaj vidite, kako je ta emirat Granada počasi propadal do svojega konca. Poglejte, ta dogodek je seveda izredno pomemben. Mi ga vidimo seveda kot na nek način konec večstoletnega, več kot poltisočletnega boja kristjanov proti muslimanom in na koncu so bili kristjani tisti, ki so zmagali. Ampak seveda vse skupaj je bilo precej bolj komplicirano, kot si mi danes mislimo. Namreč vse skupaj je bilo povezano z dogodki, ki so popolnoma spremenili svet. Vam bom poskušal na kratko razložiti. To, kar vidite tukaj, najbrž vsi poznate, to je Alhambra. Moram reči, da je točno taka, pred enim tednom je bila, ko sem tam bil. In seveda v Alhambri kraljica Izabela Kastilijska, ona je bila gonilna sila vsega tega, podpiše tako imenovani dekret iz Alhambre. Kaj je ta dekret pravil? Da se morajo vsi muslimanski prebivalci tega nekdanjega emirata, vključno z vsemi judovskimi prebivalci, izseliti ali spreobrniti. 3 mesece so imeli časa, da se odločijo. V tej isti Alhambri, morda samo kak teden kasneje, je kraljica seveda sprejela tudi Kolumba. In to je
oboje neverjetno pomembno in ne boste verjeli, zelo povezano z Osmanskim cesarstvom. Rekli, kako Osmansko cesarstvo je na eni strani Sredozemlja, Iberski polotok pa drugo, ampak vendarle, zgodba je zelo, zelo zanimiva. Tukaj lahko vidimo Ferdinanda in Izabelo, kako sta seveda uredila izpustitev krščanskih ujetnikov, ki so jih imeli muslimani. Zdaj, zgodba je absolutno pretirana in bomo rekel karikirano naslikana. Dejstvo pa je seveda, da je to bil uvod v hudo preganjanje tako Judov kot muslimanov tukaj. To je šlo za preganjanje strani države. Velikokrat boste brali ali pa ste še večkrat slišali, kako je španska inkvizicija preganjala Jude in muslimane. Ni jih, niti enega. To je storila država. Inkvizicija je nastopila šele takrat, ko so se nekdanji Judi in pa seveda muslimani spreobrnili in postali kristjani. In če inkvizicija ni verjela, da so ti ljudje res postali kristjani, jih je začela nadzirati in seveda potem se je večkrat zgodilo, da so prišli pod njeno jurisdikcijo. Zdaj je ena šala, ampak čisto resnična. Kaj so seveda ti nekdanji Judi in pa muslimani lahko naredili v svojo obrambo? V bistvu bore malo. Obstajala pa je ena rešitev, zelo enostavna, danes se boste smejali, ampak to je bil pršut, svinjina. Vi veste, da Judi in muslimani ne jejo svinjine, kristjani jo, hvala Bogu, jemo. In jasno, če je inkvizicija potrkala na vrata in če tam je ena suha svinjska noga dol vesela, po možnosti še malo načeta, so rekli, ti si naš, gremo naprej. Vem, hecno, ampak zato je v Španiji toliko pršuta. To je cerkveno-politično. Ja, res je res. Ampak pustimo zdaj seveda to zgodbo. Veliko bolj daljnosežne stvari so se dogajale. Poglejte, ko je Bajazid zvedel, kaj se dogaja, je storil kaj? Pisal je Izabeli, pisal je Ferdinandu in prosil, če bi lahko seveda te ljudi, ki bi se želeli izseliti, odpeljal k sebi, torej v Osmansko cesarstvo. Katoliška kralja sta bila presrečna in sta dovolila, da so turške ladje, tukaj vidimo eno, prišle v Malago, v Valencijo in pa seveda v Barcelono. In tam so se na veliko ukrcavali Judi in muslimani, ki so jih Osmani vozili preko Sredozemlja v svojo državo. Tu jih je seveda sultan sprejel z odprtimi rokami, čeprav ti ubogi ljudje, begunci, v glavnem sabo niso prinesli nič, razen golega življenja. Ampak to je seveda bilo dovolj. Ti ljudje so zdaj seveda pomenili, predvsem, če govorimo o Judih, nove davkoplačevalce in v glavnem zelo sposobne ljudi. Obrtnike, znanstvenike, zdravnike in še in še. Španija je te ljudi porivala proč, Osmansko cesarstvo jih je sprejemalo. To so tako imenovani safardski Judi in gledajte, glavnina se jih naseli v Solunu, torej v danes drugem največjem mestu Grčije. Tam pravzaprav kmalu predstavljajo več kot polovico prebivalstva. No, tukaj še ena zelo zanimiva, resnična zgodba. Torej, sultan je te safardske Jude
naselil po vsem svojem cesarstvu, če hočete od Armenije pa gor do Bosne. In tako so prišli tudi v Sarajevo in tam ostali. Preživeli vso obdobje Osmanskega cesarstva, preživeli Avstro-Ogrsko, kraljevino Jugoslavijo, ta drugo Jugoslavijo in so se potem, kot vemo, znašli v tej vojni ob razpadu te druge Jugoslavije. Takrat je španska vlada na nek način z precej slabe vesti, ker so bili oni krivi 500 let nazaj, da so ti ljudje sploh morali bežati, poslala, mislim, da je 2 ali 3 letala in so te družine, mislim, da jih je bilo še okrog 190, odpeljali v Španijo. In veste, kakšna senzacija je to bila? Nemogoče. Sprejeli so jih vsi po vrsti, od kralja, predsednika vlade, parlamenta, na akademiji. Zakaj? Zato, ker so ti ljudje govorili kastilščino, mi španščina temu rečemo, kakršno so poznali iz časa kraljice Izabele prve. Torej, to je tako, kot bi našli dinozaure žive. Glejte, to je tako, kot prej smo slišali, kako so Turki harali tudi tule po Gorenjski, kot če bi tam nekje v nekem kotu gor od Bohinja naprej še našli recimo eno dolino, kjer bi živeli ljudje, ki bi govorili slovenščino iz časa turških upadov. In te ljudi so res potem, bom rekel, skoraj tako kot dinozaure okrog vozili, posneli njihov govor, ker to je nekaj neverjetnega. Veste, kaj takega se praktično ne more zgoditi, ne sme zgoditi, ker pač jezik se v 500 letih spremeni. Tu pa ti ljudje, ko so živeli v enem takem zaprtem krogu, so seveda govorili jezik, kakršnega so pač prinesli sabo, ni se kaj spreminjal. In to je bil zelo, zelo pomemben dogodek za Špance. No, Judi so se rešili seveda iz tega sarajevskega pekla. Torej, za Jude se je zdaj začelo krasno obdobje življenja v Osmanskem cesarstvu in treba povedati, da je Bajazid sprejel podoben ferman kot par desetletij pred njim njegov oče, ki je zaščitil takrat bosanske frančiškane. Tako so zdaj bili vsi Judi, ki so živeli v Solunu pod posebno sultanovo zaščito. Kmalu seveda je to se razširilo na vse Jude v cesarstvu. Torej gre za zelo pomembno stvar in ti Judi so seveda z veseljem plačevali davke, zato ker so jih pustili pri miru, da so počeli to, kar so pač hoteli, nihče jih ni oviral. Torej zelo pomemben je ta podatek. Še veliko bolj pomembna pa je seveda zgodba, ki jo dobro poznamo. Krištof Kolumb, da boste rekli, kaj pa ta dela v Osmanskem cesarstvu. Zagotovo nikoli ni bil, se je pa zelo trudil, da bi seveda to cesarstvo premagali. Torej, mi vemo, kaj je bila Kolumbova ideja. Odpluti v Azijo. Ampak seveda ne okrog Afrike, pač pa seveda na zahod. Zakaj ne okrog Afrike? Ker so to seveda že počeli Portugalci. Portugalci so samo par let zatem, torej leta 1497, prišli do Indije, torej v Azijo. In Kolumb pa seveda reče kraljici Izabeli, veličanstvo, mi lahko pridemo v Azijo, zato tako prej kot Portugalci, če plujemo proti zahodu. In to je seveda kraljica nekako sprejela, verjela, zdaj, a je bolj verjela ali bila prepričana v to, ne vemo. Dejstvo je seveda, da je podprla Kolumba. In tukaj lahko vidite vse te njegove poti do, danes vemo, seveda novega kontinenta, novega sveta. Pri tem pa seveda imamo nekaj popolnoma drugega pred očmi. Poglejte, Vasco da Gama, ravno tako kot Kolumb želi priti v Azijo, za razliko od Kolumba, da dejansko pride do Goe in
Kalkute, malo kasneje. Ampak zakaj? Kaj je seveda gnalo Zahodno Evropo, Španijo in Portugalsko, da sta seveda šli v ta projekt? Ponavadi boste prebrali tako, Reconquiste je bilo konec, na Portugalskem že 100 let prej kot v Španiji, in ker njihovi vojaki niso imeli kaj za delati, so jih pač poslali, da so šli osvajati novo zemljo. Nič ne bi moglo biti bolj narobe od tega. Razlogi tičijo drugje. Svilna pot, iz daljne Kitajske do Sredozemlja. Pot, ime je seveda šele iz 19. stoletja, ki je obstajala že iz časa recimo Starega Rima, pa še prej. In po njej se je trgovalo. Ne samo svilo, pač pa z vsem drugim. Po njej so trgovali, če hočete, z začimbami, z svilo, tudi s papirjem kasneje, pa recimo z raznimi dragulji in tako naprej. In od te trgovine so seveda vsi zelo dobro služili, torej vsi tisti, ki so na tej poti živeli. Če govorimo o Evropi, je to seveda predvsem veljalo za Benetke in Genovo. In ti dve državi so od tega imeli največ. Posledično tudi seveda ostala Evropa, ki so jo Genovežani in Benečani zalagali s temi dobrinami. Potem se pa zgodi kaj? Glejte, leta 1300, to že vsi vemo, pridejo na oblast v Anatoliji osmanski Turki. Osmanski Turki seveda se razširijo tukaj in sklenejo zavezništvo z Mameluško državo, torej današnjim Egiptom in pa Bližnjim vzhodom, Sirijo, Jordanijo, Izraelom in Libanonom. In Mameluki in Osmani rečejo, zakaj bi pa Benečani pa Genovežani služili? Zakaj ne bi mi? In tako enostavno prepovedo enim in drugim, da še trgujejo na njihovem ozemlju, kar je seveda vodilo v propad obeh držav. Hkrati je pa Evropa bila tukaj zdaj naenkrat brez vsega tega luksuza, ki ga je Daljni vzhod ponujal. In tu tem seveda grmu tiči zajec. Ko je 1481. umrl Mehmed II, so v Evropi mislili, zdaj bo pa morda Turčija propadla. Pa ni. Torej, Bajazid se je pokazal seveda sicer za precej bolj prijaznega, ampak nič manj odločnega, da bo vodil to svoji državi zelo koristno gospodarsko politiko. Zahod, jasno, je vedno želel tisto, kar njemu koristi. Vse tako je še danes. Ste ravno zadnjič morda slišali, kako pravzaprav so zdaj Američani besni, ko so se Rusi pa Kitajci ta BRIC odločili, da bojo z lastnimi valutami trgovali, ne pa več z dolarji. Nekaj takega se je zdaj zgodilo. Torej, če je Evropejc hotel svilo ali pa je hotel začimbe, je moral priti seveda v Carigrad ali pa Alepo ali pa Aleksandrijo ali pa morda Kairo, tudi, zakaj pa ne Jeruzalem, ne pa več v Benetke pa to. In seveda Turki ter Mameluki so drago zaračunali te dobrote. In seveda na Zahodu zdaj narašča neko prepričanje, da je treba temu narediti konec. Ker je to seveda škodljivo za evropsko gospodarstvo. In tu so seveda hitro našli, če smemo reči, skupni jezik, tako vladarji, posvetni, kot cerkveni. Rekli so, torej, Turki sedijo na tej svilni poti in nam onemogočajo dobiček. Naše gospodarstvo gre v maloro.
Torej, treba nekaj storiti. Itak so Turki neverniki, sovražniki krščanstva in tako naprej. Torej, dva razloga. Treba se boriti za pravo vero proti Turkom in seveda treba je uničiti njihovo gospodarsko moč. Kako? Ja, nekako je treba priti do Azije. Pot do Azije je bila za njih seveda ključna. Namreč predstavljati si moramo, da poleg vsega skupaj, kar sem vam zdaj naštel, imamo tukaj še en zanimiv argument. Namreč v Evropi je vladalo eno zelo neumno, zelo zmotno prepričanje, namreč, da na območju Kitajske in, to je tudi zanimivo, na območju današnje Abesinije, torej Etiopije, živijo krščanski vladarji. Za Etiopijo je to bilo res, za Kitajsko pa seveda ne. Zdaj boste rekli, odkot taka neumna ideja? Ideja je bila namreč ta, Evropejci so trdno verjeli, da na Kitajskem vlada nek kralj Janez, bolj kitajskega imena si niso mogli najti, torej kralj Janez, ki je kristjan. In seveda naloga pravzaprav Kolumba in njemu podobnih je bila ta, da pride v Azijo in kralju Janezu seveda pove, da je seveda na zahodu zelo potreben in da mora on shoda napasti tako mameluško kot osmansko državo. Danes se seveda lahko smejimo, takrat so pa to seveda trdno verjeli. Zdaj boste pa rekli, kako, odkot jim ta ideja? Zelo preprosto. Na nek način je kriv Marko Polo, ampak samo na nek način. Namreč, ko je Marko Polo se vrnil z Kitajske, je dejansko poročal, da so na Kitajskem kristjani in so bili tako imenovani nestorijanski kristjani, ki so imeli svoj vpliv na dvoru, ampak seveda niti približno takega, da bi se cesar spreobrnil. Takrat so bili to mongolski vladarji in pač na zahodu, seveda, ko je domišljija delovala, so videli, kako so seveda Kitajci postali kristjani. To je seveda bila huda zmota. Torej, kakorkoli obrnemo, Kolumb iz političnih in seveda verskih razlogov odrine na zahod. In verjemite, da ne Španci, ne Portugalci ne te potrebe čutili, če ne bi ravno Bajazid, za katerega so mislili, da bo šibak vladar, jasno pokazal, da ne misli popuščati evropskim gospodarskim interesom. Torej, tukaj je šlo za, mi bi rekli, eno pravo ekonomsko vojno, ki seveda ni poznala nobenih sredstev. In seveda tukaj zdaj lahko vidimo imperij, ki so si ga Portugalci ustanovili. Zakaj vam kažem to? Glejte, tukajle imamo postojanke, recimo Muškat, Hormuška vrata, potem Sikorto, Aden, in to je bilo seveda na robu turškega sveta. Ko bomo mi prišli do naslednjega sultana, torej do Selima I., ki je osvojil velik del arabskega polotoka, bomo seveda govorili o vojni, ki se razvija med Portugalci in pa seveda na drugi strani Osmanskim cesarstvom. Vojna, ki je bila seveda dolgotrajna in je trajala tja v 17. stoletje, ko so Portugalci zgubili. Španci na drugi strani vemo, da okupirajo seveda ogromen del Amerike, obeh Amerik, najbrž niste vedeli, da so tako daleč prišli na sever, tako rekoč do Aljaske, kjer so se z Rusi srečali in se potem zmenili, kje bo meja med Rusijo in pa Španijo, jasno, na enem drugem kontinentu, v Evropi. In seveda, ko je Kolumb prišel sem, kaj je ugotovil? Da je na nekem čudnem ozemlju, kjer seveda ni nekih hudih zalog zlata, kar je bilo seveda hudo
narobe, še bolj narobe pa je bilo, ker ti ljudje niso bili kristjani. In ko je seveda prišel domov in je imel prazne žepe, je skušal in uspešno prepričal kralja in kraljico, da seveda s tem, ko bojo zasedli to ozemlje in ga seveda pokristjanili, da bo to najboljša vojna proti islamu, kar je možno. In da bojo že prišli potem do Kitajske. Seveda je še nekaj desetletij trajalo, da so videli, kako hudo se je Kolumb motil, ampak pustimo stati. Pokristjanjevanje tega teritorija se je začelo in danes je seveda krščanstvo, pustimo kakšna oblika, glavno na tem delu sveta. Torej, če povzamem to poglavje, lahko vidimo, kako je pravzaprav ta politika Mehmeda in potem Bajazita pravzaprav vodila v to ekspanzijo Evrope na drugo stran. Torej, brez tega, da bi Turki prekinili svilno pot, bi verjetno Evropa se česa takega ne lotila. Ali pa vsaj ne takrat in ne v takem obsegu. In to je tisto, kar je seveda ključno pri tej zgodbi. In zaradi tega seveda pravim, da je Bajazid, ki verjetno se ni zavedal, kaj se na svetu zaradi njegove vlade dogaja, eden od ključnih vladarjev turške države in si upam trditi tudi v zgodovini Evrope. Poglejte, Bajazid je veljal za takega zelo umirjenega človeka, redko kdaj se je razjezil, bil je ljubitelj lepega življenja, lepih žensk, se neko otrok mu res ni manjkalo in bil je priljubljen sultan. Ni ne vem kako razsipaval z denarjem, ni višal davkov, torej njegovo obdobje je tako precej umirjeno. Morda celo za kakega ljubitelja akcije malo preveč dolgočasno, če ga primerjamo seveda z vlado njegovega očeta in potem sina. Dejstvo pa je seveda, da je Turčija ravno to rabila. Osmansko cesarstvo se je neverjetno okrepilo. Z prihodom teh beguncev z Iberskega polotoka, na drugi strani seveda z urejanjem mejnih vprašanj in pa v končni fazi seveda tudi z vsem denarjem, ki se zdaj preko svilene ceste steka v državo, je Osmansko cesarstvo bilo zagotovo najbogatejša država v tem prostoru, morda celo na svetu. In to je bila seveda odlična, da ne rečem, izvrstna baza za to, kar se je potem dogajalo po Bajazitovi smrti. Poglejte, pa Bajazid seveda ni bil nek božji volek, ki je tam sedel, raje je bil Odrinu, kot pa v Carigradu, pač pa je in seveda čakal, da mine dan, pač pa je bil tudi zelo dejaven. V letih, kot vidite, v 20 letih je osvojil območje, ki mu pravimo Moreja, ali pa, če hočete, Pelopones. Pelopones je bil seveda dolgo časa del Bizantinskega cesarstva, potem pa, ko so Turki zasedli to območje, so se sem naselili predvsem na obale Benečani. V glavnem jih je sultan Bajazid pregnal od tod. Tukajle imamo pa eno zanimivo bitko, torej bitko pri kraju Zonkijo. Gre za bitko na jugu Italije, pomorsko bitko, in to je sploh prva pomorska bitka, v kateri je sodelovalo osmansko ladjevje. Zmagali so Osmani, sicer se niso potem izkrcali v Neapeljskem kraljestvu, ampak že samo dejstvo, da so zmagali, je nagnalo strah v kosti ljudem na zahodu. Torej, že to, da so Turki mirno kolakali po Evropi gor pa dol, je bilo zadost hudo, zadost grozno. Zdaj pa, da lahko še pa na morju zmagajo, to je bilo pa že nekaj preveč. In kot bomo videli, tako pod Bajazitom, še bolj pa potem pod njegovim sinom, imajo Turki res zelo razvito mornarico. Razdeljeno na 3 dele. Sredozemsko, črnomorsko
in pa potem od Selima I. naprej tudi Rdeče morsko, torej v Indijskem oceanu. Poglejte, zelo zanimivo je, da se je Bajazid lotil tudi vojne s Poljsko. Zdaj boste rekli Poljsko, ne? Seveda, ko mi pomislimo na Poljsko do v današnjih mejah, nam to nekako ne gre skupaj. Ne? Ampak pustimo današnje meje Poljske. Leta 1494 je Poljska segala do Črnega morja. Torej to, kar mi danes poznamo kot Ukrajina, to je bilo del Poljskega kraljestva. Na čelu Poljske je bil takrat, mislim, da kralj Janez Albrecht, zelo tak, bomo rekli, razborit mož, ki si je želel seveda podrediti tudi Moldavijo. Moldavija pa je bila tako vazalna država turškega cesarstva in jasno, Bajazidu niti najmanj ni bilo do tega. Vsekakor je bil pa človek, ki je dal prej priložnost pogajanjem, diplomaciji kot pa vojni. In kot sami lahko vidite, je leta 1494 poljskemu kralju pisal pismo. Zakaj je to pismo tako pomembno, pa tako zanimivo, da ga vam kažem? Zgoraj imate Torgo, sultanov podpis. Dol je pa besedilo v italijanščini. Torej, zakaj se gre? Sultan je zelo dobro vedel, da če pošle pismo poljskemu kralju, ki bo napisano v turščini in z arabskimi pismenkami, ali pa zaradi mene tudi, če bo v perzijskem jeziku, tako čisto eno, tam ne bo znal nihče brati. Na drugi strani je pa seveda v divanu, v turški vladi, bilo dovolj uradnikov, ki so znali tudi italijansko. Morda so celo bili Italijani po rodu. V najslabšem primeru so pa tukaj poslali po kakega trgovca, ki je bil Italijan in je živel v Carigradu in ta je prevedel to pismo. In tako piše seveda turški sultan poljskemu kralju, naj se vendarle ne loti tega projekta. Ne vemo, a je to pismo karkoli koristilo. Dejstvo je, da vendarle do vojne ne pride takoj, pač pa malo kasneje. Torej, Poljaki pridejo v Moldavijo leta 97 in doživijo poraz. Torej, sultan jih premaga in s tem še bolj utrdi svojo oblast nad Moldavijo. Poglejte, Bajazid je veljal za precej delovnega. Bil je človek, ki je zelo veliko delal z ministri, poslušal svetovalce, torej vsekakor je bil bolj, mi bi rekli, nek administrator kot pa vojak. Kot sem rekel, je bil zelo priljubljen. Bil je človek, ki je seveda veliko dal na to, da so ljudje zadovoljni, in če bomo šli potem spomladi skupaj prestolnice Osmanskega cesarstva si pogledati, bomo v Odrinu obiskali njegovo mošejo. Mošejo, ki je zelo zanimiva, namreč pustimo, gre za načeloma verski objekt, ampak zraven imamo še celo kupico drugih zgradb. Ljudsko kuhinjo z jedilnico, torej tam so kuhali za reveže, potem imamo šolo in pa bolnico. Bolnico, ki je zelo zanimivo urejena. Če si boste tisti filmček pogledali, ko sem ga za vas posnel, boste videli, da gre za eno veliko dvorišče z potem posameznimi sobami in vsaka je bila ordinacija za drugo bolezen. Zobozdravstvena, za srce, za pljuča, za kožne bolezni in tako naprej. Torej, tako rekli, ena taka mala klinika je bila. In to je seveda samo dokaz, kako je sultan seveda zelo skrbel za svoje podložnike, ki so seveda na drugi strani bili zelo zadovoljni z njegovo vlado. Mi pravzaprav nimamo nobenih uporov proti Bajazidu v času njegove vlade, razen tu pa tam v vzhodnji Anatoliji, kjer so se pa upirali, kot boste videli kasneje, šiiti, torej pripadniki šiitske ločine
islama. In tukaj, zdaj pridemo do te zgodbe. Poglejte, približno sočasno, kot je zavladal Bajazid, je na iranski, ali pa če hočete perzijski prestol, prišel šah Ismail, ki je bil zelo, zelo zagret šiit. Torej, pripadnik te muslimanske ločine. In kar je bilo seveda najbolj pomembno, je to, da je seveda sovražil vse sunite, ki so jim pripadali tudi osmanski Turki. Poglejte, nam te stvari niso znane. In tudi zdaj se ne bomo kaj posebej poglabljali v to, čeprav bomo o tem kar nekajkrat še spregovorili, še posebej potem priselimo prvemu. Ampak v islamu imamo ravno tako različne oblike islama, tako kot recimo bi pri nas rekli, smo katoličani pa so protestanti, tako so v islamu suniti in so šiiti in so še bog ve kaj je vse. In med njimi so spori, tako kot v Evropi. In vojne in prelivanje krvi. Pri nas, zaenkrat bi težko rekli, da se kristjani med seboj, bomo rekli, na verski podlagi bojujejo. V islamskem svetu je pa to še stvar, ki je zelo živa. Poslušajte kdaj, ko se kakšne stvari se recimo v Pakistanu dogaja, šiiti in suniti se tam borijo. Torej, perzijski poslanec seveda pride malo izzivati. Bajazidu se je pritožil v imenu šaha perzijskega, da se je šiitska verska manjšina, ki je živela na vzhodu današnje Turčije, pač pritožila, češ da jih suniti ponižujejo, preganjajo, da morajo plačevati davke in take stvari. Torej, Bajazid je bil precej miren in je seveda poslanca samo nagnal, niti ga ni dal ubiti ali pa obglaviti, kar se bi sicer zelo lahko zgodilo. In to, kar je sledilo, seveda je bil perzijski odgovor. Perzijski šah je bil pameten in ni šel na bojno polje. Pač pa je naščuval, dal denar, dal orožje upornikom, ki so se zdaj seveda uprli. In Bajazid je moral zapustiti svoj ljubi Odrin in odriniti na čelo vojske v Anatolijo, kjer je premagal te upornike. Tukaj imamo sicer eno nemško upodobitev, vidite, Bajazida in pa uporniškega voditelja, ki je seveda bil poražen in se je moral zdaj pokloniti sultanu. Ta izraz, da dva prsta, vidite, da ima na ustih, pomeni, da bo slej naprej tiho, da ne bo delal problemov. Bajazid je tukaj seveda naredil eno napako, namreč pustil je te ljudi, da so mirno živeli naprej. Pa ne bi smel tega, ker so se potem seveda še enkrat uprli. No, šah Ismail je bil jezen, ampak ni nič storil. Torej, bil je dovolj moder, vsaj takrat še, da ni posegal. Bajazid je bil namreč, kot sem že rekel, zelo bogat, imel je dobro vojsko in v tistem času nikjer na mejah Osmanskega cesarstva ni bilo vojaških spopadov. Torej, šah Ismail je hitro ugotovil, da če pride do vojne med njim in pa Bajazidom, bo vsa osmanska vojska, kar je bilo, navalila na Perzijo. In tega verjetno Ismail ne bi preživel. Kot bomo videli, ga je pozneje ta modrost zapustila na njegovo lastno škodo. Poglejte, ko smo govorili o tej svilni poti, kako so pravzaprav osmanski Turki prekinili zdaj dovoz svile v Evropo, je seveda Bajazid zelo dobro vedel, da je svila hudo pomembna stvar v trgovini in je v Bursi dal zgraditi to trgovino za svilo. Koza Han se imenuje. Kot vidite, še danes stoji in tukaj imamo tako lepo kvadratno dvorišče,
trgovine v 2 nadstropjih, kjer prodajajo izključno svilo. Mislim, da jih je 56 vseh teh trgovin. In seveda je to, bom rekel, neka neprekinjena trgovina s svilo že več kot 500 let, ne? Že krepko več kot 500 let. Kaj tukaj pravzaprav vidimo? Ne? Sultan je razmišljal res zelo na široko. Torej bil je zelo, zelo razgledan, skrbelo ga je za ljudstvo in podpiral je ekonomijo. Ne? Namreč pametno je razmišljal, bolj ko bo seveda gospodarsko cvetelo, več bo lahko država pobrala od davkov. In seveda vemo, da resnica ni daleč od tega. Torej, v njegovem obdobju ni vse bilo samo lepo. Morda bi kdo si po tem, kar sem do sedaj povedal, to predstavljal. Leta 1500 je Carigrad prizadel potres. Sultan je to izkoristil, podrl neki starejši zgrad in začel graditi svojo mošejo, torej Bajazitovo mošejo, ki, kot sem rekel, še danes stoji zraven tega slovitega, velikega bazarja in Istanbulske univerze. Zanimivo je, lahko vidimo minareta, ki še ni dograjen, v resnici sta potem 2 minareta ob tej mošeji. Torej, zanimiva podoba, ko vidimo, kako pravzaprav se staro umika novemu. Poglejte, Bajazid II., kot sem rekel, je bil precej ploden moški. Veliko otrok je imel in, kot sem rekel, preveč sinov, da bi to bilo dobro. In na stara leta se mu je to še kako maščevalo. Namreč pri odnosu do svojih sinov se je zelo, zelo, bomo rekli, obrnil proč od 4. rojenega sina, torej Selima, kasnejšega Selima I., ki je bil pa absolutno seveda najbolj sposoben, samo da oče tega ali ni videl ali pa ni hotel videti. In mi bomo seveda o Selimu jasno govorili, ker je le naslednji sultan, ampak pomembno je, da je tega otroka odrinil kar se da proč. Torej, Selim je moral iti kot upravnik v Trabzont. Zdaj, mesto Trabzont oziroma Trapezunt je zelo lepo mesto. Problem je samo, da je zelo daleč. Leži namreč na obali Črnega morja. Zdajte, to je tule. Predstavljajte si, recimo, sam Bajazid je bil namestnik v Amasiji, ki je mnogo bližje Carigradu. Torej, tukaj se zdaj seveda odigra zgodba, tragedija Bajazitovega življenja. Namreč Selim je bil izredno, izredno zamerljiv, hkrati oblasti željen, predvsem pa neutruden garač. Imamo danes izraz workaholic. Dejansko je bil zasvojen z delom. In v tem Trabzontu, Bogu za hrbtom, je ustvaril zelo zgledno upravo, vojsko. O tem bomo več seveda govorili, ko bomo o njegovi mladosti govorili. Nekajkrat napadel Gruzijo, zasedel celo določena ozemlja, potem pa seveda se zgodi nekaj. Enkrat, en dan, se v Trabzontu Selimu rodi sin. Prvi sin in edini sin. Namreč o tem bomo govorili še kasneje. Namreč Selim, za razliko od očeta, zelo dobro razmišlja, pametno razmišlja. In ko se mu rodi prvi sin, konc, nič več, ni obiskoval svojih le 2 priležnic, žene ni imel nobene. In ta Sulejman zraste, tam nekje 14 let je imel fant, oziroma še manj, in zdaj je bilo treba seveda fantu tudi dati neko upravno funkcijo. In Selim piše očetu,
v Carigrad. Češ, moj sin, si zasluži neko primerno mesto. Sultan najprej sploh ne odgovori, potem pa seveda odgovori zelo žaljivo, namreč Sulejmanu, bodočemu veličastnemu, nameni upravo na Krimu. Krim ni bil tako daleč, ampak tja je bilo treba pluti. Za Selima je bil to jasen znak, kaj moj oče namenil. Bajazid je bil takrat že star in njegov najstarejši sin je umrl, druga dva, ki sta bila seveda zdaj na vrsti, da dedujeta, sta bila skregana, bila sta nesposobna in Selim se odločil za akcijo. Torej, pod pretvezo, da pelje sina na Krim, je odpotoval sem, se povezal z tukajšnjimi Tatari in z njimi po obali šel proti Carigradu. De facto je napovedal vojno očetu. Pride do spopada obeh vojska, pri tem, da Bajazid ni sodeloval v spopadu, Selim pač, in Selim je bil genijalen vojak. In je očetovo vojsko premagal, brez večjih težav. Večina vojakov je itak prestopila na njegovo stran, ker je pač seveda slovel kot izjemen vojskovodja. To, kar je seveda sledilo, je bilo Selimovo korakanje v Istanbul, kjer je prisilil očeta, da se je odpovedal prestolu. Selim je svojega očeta pregnal v pregnanstvo v kraj Didimote, to so ostanki gradu, ki ga pa zdaj že bivši sultan, bivši Bajazid II, ni nikoli videl. Namreč na poti do tja je umrl. Nekateri pravijo, da zaradi zlomljenega srca, nekateri pravijo, da so mu pomagali. Definitivno nimamo nekega pravega dokaza, kako in kaj. In seveda Bajazid se zdaj vrne v krsti, tukaj vidimo, kako nosijo njegovo krsto, v Istanbul, kjer so ga pokopali in v tej njegovi mošeji je pokopan še danes. To, kar sledi, to je ta mošeja njegova izredno lepa, ne velika, ampak taka, bomo rekli, ki kaže na vso kvaliteto stavbarstva v Osmanskem cesarstvu in tukaj njegov grob, pokrit z svilenim pregrinjalom. Glejte, to, kar se zdaj zgodi, je seveda, lahko rečemo, ena najbolj krvavih epizod v zgodovini Osmanskega cesarstva. Selim Mrki je zdaj postal sultan. Ampak proti njemu so bili bratje, kolikor jih je še bilo živih, in bratranci, otroci, moški, bratov in tako naprej. Selim je bil kot stroj. Premagal je vse in dal pobit vse. 56 ali 57 ljudi je umrlo. In Selim je zdaj bil brez dvoma vladar cesarstva. Kot vidite, je bil star 42 in je umrl v 50. letu. Torej, njegova vlada je bila zelo kratka, samo 8 let, niti ne celih 8 let, v primerjavi s tem, da je njegov oče vladal 31 let in njegov sin Sulejman 46, je to res kratka vlada. Ampak včasih, in to je tak primer, ne smemo pomena vladarja ocenjevati po dolžini njegove vlade, pač pa kaj je v tem času naredil. Zdelo se nam bo, da je Selimov dan imel 48 ur
in da je delal po dnevi in po noči, kar ni daleč od resnice. Ne. Kot sem rekel, je bil neizmerno delavn in to je bilo zahtevano tudi od njegovih podrejenih. Ne. In redko kateri od njegovih podrejenih je, če smemo reči, bil dovolj dober po njegovih standardih. In mi vemo, da je v teh 8 letih zamenjal, odstranil več velikih vezirjev kot njegov sin v 46. To je prišlo celo v ljudski pregovor, ki še danes obstaja v Turčiji. Torej, če ti komu želiš nekaj slabega, v Turčiji rečeš, rad bi, da postaneš Selimov vezir, kar je pomenilo, da bo živel še dan ali pa 2 ali pa ne več en teden, potem pa glava proč. Torej, z tega vidika so ga označili za enega najbolj krutih vladarjev v zgodovini Turčije, celo sveta. Ampak ta medalja ima drugo plat. Torej, Selim je bil, če smem tako reči, idealen mož, sin svoje matere, ne očeta, seveda, in kar je ključno, odličen oče svojih hčera, bilo jih je 6, in pa sina, enega samega, Sulejmana, ki ga je potem nasledil. In če ne bi bil tak, kot je bil, tudi Sulejman seveda ne bi postal veličastni oziroma najbolj slavn od vseh sultanov v zgodovini Osmanskega cesarstva. Poglejte, Selim je bil predvsem vojak. Hkrati pa je bil še vse drugo. Zakonodajalec in celo literat. Pisal je zelo lepe pesmi, ohranjene so danes. Zanimivo, da je glavna pravzaprav os njegove politike bila vojna z Perzijci. Ampak vse njegove pesmi so bile v perzijskem jeziku napisane. Odlično je govoril in pisal perzijsko in njegove pesmi veljajo za skorda enega od vrhuncev osmanske književnosti. Torej, mi bi rekli z eno besedo, je bil genij. In tako so na njega tudi gledali. Z vidika evropskih zgodovinarjev mu lahko pripišemo zelo, zelo dobro propagando. Namreč Selim se v svojem vladanju ni nikoli zapletel z Evropo, zaradi česa so ga seveda evropski zgodovinarji izredno cenili. In mnogi pravijo, da poleg Aleksandra Velikega in na drugi strani Julija Cezarja je Selim tisti 3. največji vojskovodja. In naslednjič, ko bomo govorili o njem, boste videli, da tisti, ki to trdijo, niso daleč od tega. Torej, naslednjo sredo, torej ne danes teden, torej naslednji teden se v sredo dobimo, bomo govorili o Selimu Mrkemu, vladarju, ki je razširil državo bolj kot katerikoli vladar pred njim in za njim. Hvala lepa.